Razmišljam, a se bodo pri Volkswagenu čez kakšnih 30 let hvalili, da je njihov daleč najbolje prodajen avtomobil T-Roc. Tako kot zdaj vedno navajamo Golfa in to seveda povsem upravičeno, ampak zadnjih nekaj let so križanci pravzaprav edina stvar, ki jo želite kupci, in T-Roc je prav lep dokaz. Prva generacija je na svet privekala leta 2017 in do danes so jih prodali več kot 2 milijona. Samo v lanskem letu več kot 200 tisoč. In v bistvu je T-Roc tako prodajno uspešen, da je s prestola najbolje prodajenega križanca pri Volkswagenu že zdavnaj odstranil Tiguana. In tukaj je zdaj novi. K nam pripelje že konec tega leta, tako da prav dolgo ne bo treba čakati, pa ga boste lahko zapeljali v domačo garažo, mogoče celo kot nadomestilo za prejšnjo generacijo. Nad samim izgledom nismo preveč presenečeni, ker se s podobnim videzom zdaj pohvalita tudi Tiguan in Tayron. Moram reči, da precej dobro izgleda, je pa ta sprednja maska veliko bolj agresivna, kot je bila prej. Tako da v tej rumeni barvi, recimo, ali pa v rdeči jo tudi pokažem, pa za Primo Airline avto kar dobro izgleda. Stoji na platformi MQB Evo, podobno kot Golf, kar pomeni, da je v bistvu precej prostoren, precej modularen. No, zdaj je v dolžino zrastel za dobrih 12 cm, za 3 cm se je podaljšalo tudi samo medosje, kar pomeni, da je znotraj prostora več, in tudi prtljažnik ima zdaj 465 litrov, 20 več kot prej. Sam izgled pa v bistvu precej nižji deluje, kot je bil prej, pa nekoliko širši, k temu pomaga v bistvu ta svetlobni podpis spredaj in zadaj, ki je v bistvu povezan čez celotno širino, in pa ta osvetljen logotip, nad katerim jaz sicer pri njihovih avtih malo viham nos, nekaterim je pa v bistvu zelo všeč. In evo, tudi takole z boka precej dobro izgleda, to pa zato, ker so oba stebrička A pomaknili nekoliko bolj nazaj, zaradi tega pa potem pokrov motorja lahko deluje malo bolj nastopaško. Zdaj, če bi bil oblikovalec, bi vam rekel, da tale del spominja na hokejsko palico, zaradi česar se zdi, da streha potem kar lebdi, ampak ker nisem oblikovalec, v bistvu tega ne bom povedal. Aja. No, lahko pa povem, da so platišča v tem primeru 20-palčna, zdaj grejo vse do 20, začnejo se pa pri 16 palcih. Znotraj je veliko bolj modern kot pa model, ki ga zamenjuje, kar me posebej ne preseneča. Volkswagen je v zadnjih letih precej uredil notranjosti svojih avtomobilov, zato takole na hiter težko nizam kakršnekoli pripombe, mogoče sem našel eno samo, tale drsnik tukaj mi še vedno ni posebej všeč. Sicer pa, evo, na volanu so klasična fizična stikala, tudi tak velik vrtljiv gum za glasnost imam, ta sredinski zaslon ima 12,9 palca, vmesnik že poznam in je zelo pregledan, pred mano so pa 10-palčni digitalni merilniki. No, posebej so se pohvalili nad kakovostjo materialov in same izdelave, v bistvu to nekako ne dvomim, zaenkrat izgleda vse skupaj super. Meni se zdi bolj pomembno nekaj drugega, recimo, da imate na voljo projekcijski zaslon, pa ambientalno osvetlitev in dejansko nadaljavo preko telefona lahko parkirate avtomobil, ampak ne vem, če res hočete slišati moje mnenje o takšnem spodbujanju vozniške nesposobnosti. Sicer pa, ja, prostora veliko, tudi odlagalnih mest je dovolj. Nimam kaj. Evo, pa še na hiter glede motorjev, ker vem, da vas zanima. Trenutno je v ponudbi samo 1,5 litrski E-TSI motor, torej turbobencinski blagohibridni motor, ki je na voljo v dveh različicah, šibkejši ima 85 kW moči, močnejši pa 110, torej 150 konjičkov. No, obe različici sta serijsko povezani s 7-stopenjskim menjalnikom DSG, pogon je seveda spredaj. V letu 2026 se bo temu motorju pridružil še 2-litrski turbobencinski pogon, v tem primeru bo T-Roc gnan na vsa 4 kolesa, pride pa še ena novost, in sicer pravi hibrid, ne samo blagi, in ta bo imel 1,5 litrski motor za osnovo, moči bo pa 100 oziroma 125 kW, se pravi 170 konjičkov. Ja, ta prispevek sem posnel v začetku julija. Embargo je bil konec avgusta, zdaj, ko to gledate, je na voljo sigurno že veliko več informacij, tako da ne dvomim, da ste se nekateri že odločili, da ga pač hočete. Evo, tudi v rdeči barvi dobro izgleda.